Lep pozdrav vsem. Danes smo tukaj, da bomo zopet slišali eno zgodbo iz Svetega pisma in se o njej pogovorili, pa bomo začeli to naše kratko srečanje z znamenjem križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Da bi slišali Božjo besedo, pripravimo svoje srca, svoje ušesa, svoje duše in zmolimo najprej kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil. Žal mi tebe, ki si moj najboljši oče, trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako da bi se ta Božja beseda v naših srcih naselila, da bi jo lahko še premišljevali in po njej živeli, pa zmolimo še Oče naš in Zdravo Marijo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Danes se bomo zopet v tej svetopisemski zgodbi srečali z dvema, ki molita, da bi se naučili tudi mi moliti. Kaj je pomembno, kadar molimo, ko molimo sami ali pa ko molimo skupaj, če molimo doma ali pa če molimo v cerkvi ali kjerkoli druge. Prisluhnimo tej zgodbi. Dva molilca. Množico, ki se je zbrala ob Jezusu, sta sestavljali dve zelo različni skupini poslušalcev. Eno skupino so sestavljali farizeji, ki so skušali ostati čim bolj ločeni od druge skupine navadnih in preprostih ljudi. Farizeji so s skrbno urejenimi oblačili bili nekaj posebnega. Veliko časa so porabili za izpolnjevanje vseh drobnih predpisov, ki so bili tekom let dodani Božji postavi. Običajno so bili to dobri ljudje, zelo zagledani sami vase. Prepričani so bili, da je tudi Bog zadovoljen z njimi. Sebe so smatrali za veliko boljše od navadnih ljudi, ki z odprtimi usti vsrkavajo vsako Jezusovo besedo. Jezus je opazoval obe skupini svojih poslušalcev in jim povedal to zgodbo. Dva moža sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi pa cestninar. Farizej je pazil, da je bil dovolj oddaljen od cestninarja in je sam zase molil. O Bog, zahvaljujem se ti, da nisem pohlepen in nepošten, ter da ne prelamljam tvojih zapovedi, tako kot vsi ostali. Zahvaljujem se ti, da nisem v ničemer podoben temu cestninarju, ki stoji tamle ob strani. Postim se 2krat tedensko in 10% dajem od vsega, kar imam. Cestninar je stal zadaj. Povešal je glavo od sramu in žalosten zaradi svojih slabosti prosil Boga. Poslušaj me, prosim, Gospod, in mi pomagaj. Vem, grešnik sem, usmili se me, prosim. In povem vam, je odločno rekel Jezus, cestninar je šel opravičen na svoj dom. Njegovo molitev je Bog uslišal in sprejel, farizejeve pa ne. Vsak, kdo se povišuje, bo ponižan. Tistemu pa, ki ponižno prizna, da potrebuje pomoč, bo Bog pomagal in ga bo povišal. Božja beseda. Bogu hvala. Tako, slišali smo, kako Jezus je povedal to zgodbo, torej eno priliko, primero je dal, komu je hotel nekaj povedati. Tistim, ki so ga poslušali, ne? Torej, Jezus je govoril množici, med temi so bili preprosti ljudje in tudi farizeji. Ja? Farizeji so bili neke vrste učitelji, oni so spoštovali Božjo besedo in jo tudi želeli živeti. Ne? Pa ne samo tiste osnovne 10 zapovedi, ampak so imeli še druge bolj natančne predpise in so se skušali vseh čim bolj držati. Zato so pa se imeli za bolj
boljše kot drugi. Ne? So rekli, mi smo boljši, mi bolj spoštujemo, zato se ne družimo z drugimi, mi jih lahko samo učimo. In so se tudi malo drugače oblačili. Ne? Kako so se oblačili? Lepo spodobno. Lepo, so bili lepo oblečeni, pa tudi frizure so imeli. A ste kdaj videli take judovske fante pa može, ki imajo take kodrčke? Kole, ja? To je znamenje, da se držijo, zelo držijo postave. Ne? Imajo poleg brade še take kodre. No, to so farizeji, ki so bili prepričani, da so boljši, in taka je bila tudi njihova molitev. Kako je farizej molil? Samo sončno. Hvala ti Bog, ker nisem tak kot drugi ljudje, še posebej pa ne tak pokrepneš kot ta cestninar. Ja, to se pravi, on se je hvalil pred Bogom. Ne? Glej, jaz se ti zahvalim Bog, da sem tak dober in tako, oni so pa vsi grešniki. Ne? Ja, cestninar je pa drugače molil. Kako je pa cestninar molil? Lepo. Kako lepo? Kaj je rekel? Bog, prosim te, odpusti mi, ker sem tak. Ja, usmili se me, odpusti mi, priznam, da sem grešen. A je gledal gor ali dol? Cestninar je dol gledal. Cestninar je gledal v tla, niti ne upal pogledati navzgor Bogu, ampak je rekel, jaz sem grešen človek, sem grešen. Sam ga je bilo, ne? Ja. Sam ga je bilo pred Bogom. Se je zavedal svojih grehov in jih je priznal in tudi se kesal, obžaloval. No, zato je Bog slišal obe molitvi, ampak na enega se je ozrl, na drugega pa ne. Na katerega se je ozrl? Na cestninarja. Na cestninarja. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila njegova molitev ponižena. Ker je bil ponižen, ja. A se še spomnimo kakšnega drugega, ki sta bila tudi dva taka, ki sta brata, ki sta molila, enega je Bog poslušal, enega pa ni. Kain pa Abel. Kain pa Abel, ja. Koga je Bog poslušal, koga je sprejel? Abela. Abelovo molitev je sprejel. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila ponižena. Ker je bil ponižen in je dal Bogu najlepše, kar je imel. Dragocen dar. Ne? On je dal jagnje, lepo, najboljše, kar ga je imel, je dal Bogu. Kaj pa Kain naredil? Mu je dal pšenico. Ja. Kain je dal pa pač čisto bolj slabo, je rekel, a se za Boga je vse dobro. Ne? In potem, ko Bog ni sprejel, ni bil zadovoljen s tem, se je to pokazalo pri ognju, kako se je dim dvigal, pri Kainu je šel vse v tla, pri Abelu pa vse v nebo. Ja? In kaj je bilo potem s Kainom? Abel bil. Je bil nevošljiv, vidite, to je pa druga stvar. Ni bil ponižen, je bil škrt in še potem nevošljiv. Ne? In zaradi te nevošljivosti je celo ubil svojega brata Abela. Ja? Vidite, kaj naredi? Greh. In ta greh je iz napuha. Napuh, ko se ima nekdo za boljšega in bolj sposobnega, zahteva celo od Boga, da mu Bog da še več. To je napuh. Ponižnost je pa hvaležnost. Sem vesel, hvaležen in se zavedam, da nisem popoln, da delam tudi grehe. Zato je povedal torej Jezus to priliko, da bi farizeji razumeli, da njihov napuh ni dober. Kaj so farizeji potem naredili? Se spreobrnili. Ne, niso se hoteli spreobrniti. So ostali. So obsodili na smrt. In Jezusa so obsodili. Naščuvali so ljudi, da so zahtevali, da je Pilat obsodil Jezusa na smrt. Ampak Vidite, podobno kot Duhovniki so bili to, ne? Kain, ki je ubil brata, farizeji so pa Jezusa zavrgli in ljudi naščuvali, da so potem še ljudje bili zaslepljeni in so nekateri potem In zato so rekli, naj izpustijo Barabo. ja, da je
Pilat potem izpustil Baraba, Jezusa je dal pa križati. Ampak drugače je Pilat hotel, da Jezusa izpustijo, ne Barabe. Tako, Pilat je vedel, da je Jezus pravičen, da je Jezus pošten, da je dober, da ni nič slabega naredil in ga je hotel osvoboditi, odrešiti, ker je bil sodnik, ampak ga ni. Zakaj ga ni? Ker se je Pilat Bal smrti. bal zato, da bi izgubil službo. Ja? Morda. Zato je potem dal po nedolžnem torej križati, obsodil Jezusa, oziroma ga prepustil, da so ga drugi potem križali. Dobro, gledajte, dva, ki molita, lahko en moli, pa njegovo molitev Bog ne sliši. Ne? Če ni v srcu ponižnosti, če ni v srcu iskrenosti. No, zato je važno, da smo pred Bogom ponižni in potem bo slišal našo molitev. Ponižni, pa tudi vztrajni in zato bomo tudi zdaj se Bogu priporočili in zapeli eno pesmico Tebi, o Gospod, dajem se vsega. Ne samo, da Bogu nekaj dam, ampak da dam sebe, svoje srce, svoje življenje, svoje sposobnosti. Tebi, o Gospod, Tebi, o Gospod, dajem se vsega, dajem se vsega. Tebi, o Gospod, Tebi, o Gospod, dajem se vsega, dajem se vsega. O moj Bog, zaupam ti, naj ne bo me strah, ne daj, da moj sovražnik zmagal bi. Naj ne bo me strah, ne daj, da moj sovražnik zmagal bi. Ne spominjaj se greha moji dni, ne spominjaj se greha moji dni, o moj Bog, zaupam ti, naj ne bo me strah, ne daj, da moj sovražnik zmagal bi. Naj ne bo me strah, ne daj, da moj sovražnik zmagal bi. Kaži svojo pot, mi vse dni, Gospod, kaži mojo pot, mi vse dni, Gospod, o moj Bog, zaupam ti, naj ne bo me strah, ne daj, da moj sovražnik zmagal bi. Naj ne bo me strah, ne daj, da moj sovražnik zmagal bi. Tako, da bomo znali moliti, se bomo zdaj priporočili še angelom. Angeli vedno slavijo Boga, častijo, molijo in tako kot angeli ga tudi mi zdaj počastimo skupaj z njimi. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega ne brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Tako naj nas Gospod vodi tudi po angelih, da bomo vedno znali prav moliti in drugemu služiti. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen.